Zdaj pa bi vas rada povabila na Belveder na Dizolo. Čaroben kraj, kjer najdemo sprostitev, odklop in oddih v hotelu Cliff, njihovih vilah in kempu. Poleg čudovite narave in sprehodov ob morju nas letos čaka tudi izvrstna kulinarika, ki jo njihov novi šef kuhinje prilagaja letnim časom. To pa prav zato, da so sestavine res lahko sveže in lokalne. Leja, pozdravljena. Pozdravljena. Pri vas na Belvederju nas vsako leto presenetite s kakšno novostjo. Kaj bo letos? Ja, letos smo v ospredje postavili našo kulinariko oziroma spremembe, ki jih imamo, ki smo jih pripravili za naše goste, torej za popolnoma novim šefom kuhinje, seveda pride tudi nova kulinarika, seveda še vedno se držimo našega mota, torej morsko, lokalno, predvsem naravno, sveže. Kakšna bo torej vaša zgodba? Naša zgodba bo seveda kulinarika z razgledom, torej morski krožniki s poudarkom, najbolj pa seveda ta sezonskost, torej menije bomo menjali kar 4-krat letno, torej vsak letni čas bo prinesel svoj svež meni. To je prav zaradi tega, da nam zagotavlja, da lahko uporabljamo sveže sestavine, ki so aktualne prav v tistem letnem času. Je še vedno pika na i vašim jedem vaše domače olivno olje? Ja, naše oljčno olje je seveda pika na i vsem našim jedem, ki ga uporabljamo res čisto pri vsaki jedi. Gostom je na voljo tudi na mizah, tako da si ga lahko tudi sami dodajo. Naš oljčnik tu neposredno nam daje to možnost, da je seveda vsako leto pri nas na voljo našim gostom sveže oljčno olje. Leja, in kaj je šef kuhinje pripravil za današnjo oddajo? Ja, naš šef kuhinje Igor Delak bo nam danes pripravil spomladansko rižoto z filejem brancina. Ja, in kuhinjo ste danes postavili na terasi z najlepšim razgledom v Sloveniji, kaj ne? Ja, pri nas na Belvederju se lahko pohvalimo z najlepšim razgledom na slovenski obali in danes smo prav posebej postavili kuhinjo ven prav s tem namenom, da lahko gostje vidijo, torej, kje se da tudi skuhati in seveda, da jim pričaramo tudi malo to morsko vzdušje. Pa poglejmo. Dober dan, lep pozdrav iz restauracije Kamin na Belvederju. Danes vam bomo predstavili našo novo kuhno, večinoma ribe, predvsem tle iz našega okoliša. Evo tako za predstavitev je naš hladen izbor, ribi karpačo, tatarski od brancina, škampi na avokadu, surovi škampi, bakala. Evo, zdaj vam bomo pripravili eno jed našo, se pravi file brancina na spomladanski rižoti z šparglji, špinačo, blitvo, tako sveže, sezonsko. Malo oljčka, imamo svoje olje, imamo svoje oljke tle spodaj. Sedaj tu pripravljamo spomladansko zelenjavno rižoto, sestavljena iz riža, sezonskih špargljev, špinače, lepo divjega koprca. Tako, tukaj pečemo
file brancina z paradižnikom. Pri nas uporabljamo samo sezonske jedi, sveže, lokalne, se pravi vse ribe iz našega morja, školjke iz našega morja, tartufe, ne. Menjali bomo menije sezonsko, se pravi zdaj trenutno imamo spomladanske meni, čez en mesec pride poletni meni, poljesenski, tako da strmijo k temu, da je res sveže, naravno, brez ojačevalcev, kemikalij in tako, ne. Sedaj bomo servirali, se pravi našo rižoto spomladansko, z svežih zelišč, špargljev, špinače in tako dalje. File svežega našega piranskega brancina. Še malo priloge, se pravi svežega paradižnika, malo zelenjave tudi sveže, šparglji. In seveda mala mlada zelenjavca. Evo, koromač, istrski. Evo, in tako pri naših vseh jedeh na koncu vedno dodamo naše domače olivno olje, ki je pridelano točno pod našim hotelom. Leja, ljudje zelo radi prihajamo k vam na oddih. Kaj praviš, zakaj je tako? Ja, jaz mislim, da zato, ker smo eden redkih rezortov na slovenski obali, ki je umeščen v tako lepo naravno okolje, ki ni ob cesti, a ne vsaj ta frontalni oziroma pogled balkonov gleda vse na morje, a ne. Tako da jim je všeč predvsem to uživanje v naravi. Poleg tega imajo tukaj naši obiskovalci zelo veliko možnosti za sprehode, tako, za dolge sprehode, do Belih skal, na primer, a ne. Potem tudi v soline sečoveljske, a ne, ali pa do plaže 800 metrov, tako da je vse nekako na enem takem lepem, priročnem in pa predvsem za vse željne sprehodov lepem kraju. Poleg teh čudovitih sprehodov pa mene osebno prepriča tudi to, da z nami pri vas lahko dopustujejo tudi naši kužki tako v vilah kot tudi v kampu, a ne? Ja, tako je. Seveda so dobrodošli tudi kužki pri nas v naših vilah ali pa tudi v kampu. V kampu predvsem jih je zelo veliko, ker je še malo bolj, bom rekla, sproščeno vzdušje, a ne. V kampu, na primer, tudi letos smo nekoliko razširili, tako da bo še več kempistov, jih pričakujemo več kot prejšnja leta, ker imamo nekoliko več parcel. Leja, in na koncu bomo dodali samo še to, le streljaj od Ljubljane, kaj ne? Tako je.